Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa nahajam na Primorskem in sicer v okolici Kozine, bolj točno v vasi Ocizla pri cerkvici Svete Marije Magdalene. Danes se gremo pogledat, lahko rečemo temu, Rakov Škocjan v malem. Seveda, verjamem, da vsi poznate Rakov Škocjan. Te ocizlske jame oziroma ocizlske naravne vrednote so pa na mah podobne Rakovemu Škocjanu. Tam teče skozi reka Rak, tukaj pa tečeta dva potoka, ki se potem nekje v podzemlju združita. To so tako imenovane jame pri Ocizli. Zdaj tukaj ne bomo videli samo jam, ampak bo tako kot v Rakovem Škocjanu tudi naravni mostovi, naravna okna. Kot največja posebnost je pa edini slap v Sloveniji, ki pada v jamo. To je pa spet nekaj unikatnega. Pravi, od cerkvice gremo samo 100 metrov nazaj po cesti do prvega križišča. Tam nas pa oznake za jame popeljejo desno navzdol. Na začetku je taka kolovozna pot, nato pa se ta kolovoz zoža in postane navadna steza. No, še malo o nastanku teh jam pri Ocizli. Tukaj okoli Ocizle se menjata Fliš in Apnenec. In seveda po Flišu, ki je neprepustna kamnina, ti potoki tečejo po površju, ko pridejo do Apnenca, poniknejo. Tako da bomo videli oba ponora te dveh potokov. Je pa ta ocizlski jamski sistem glede na majhnost obeh potokov izjemno dolg in razvejan. Mislim, da meri preko 4 km celotnega jamskega sistema. To so seveda ugotovili z barvanjem vode, ki so jo spustili v potok in so potem videli, kje ta voda pride ven. In pride seveda na italijanski strani, blizu morja, blizu Trsta, te vode obarvane, so te obarvane vode prišle ven. Tako da glede na res na majhnost potoka je to ogromen jamski sistem. Evo, tukaj smo prišli do oznak za dve vasi, Ocizla pa Beka. Sedaj se pa tukaj zapuščamo kolovoz in se odpravimo tukaj dol po poti navzdol proti potoku in pa jamam. Rast je seveda tipično primorsko, beli gaber, robinja, črni gaber, mali jesen. Tukaj smo sedaj seveda na Flišu, ampak takoj, ko pride z Fliša na Apnenc, se tudi rast čisto spremeni. To videli bomo pa probali na dron posnetkih videti, kako hitro pride iz Listovcev potem v Črni Bor. To je pa tipični kraški gozd. Pravi, iz tipičnega fličnatega gozda primorskega v kraški gozd. Prehod iz fličnatega v apnenčast kraški svet. Na koncu travnika se stikata oba potoka. En potok priteče iz leve južne strani, drug iz desne severne. Nato se relief prične dvigovati in gozd prehaja v združbo Črnega Bora. Nadmorska višina teh terenov je pa med 350 in 500 metri.
tukaj so parovarili divji prašiči. Čisto sveže. Verjetno še so celo to noč. Prišli smo do križišča. Tukaj sta table. Krajša pot in daljša pot. Ampak mi ne gremo po nobeni, ampak gremo tukaj desno, po tej poti. Evo, prihajamo do prve znamenitosti. In to je, evo, vam piše Ovcijska jama oziroma Korošca. Ampak to, kot vidim, jama oziroma je tako brezno. In sem šel okoli prej in vidim, da ni dostopa noter v to brezno. Posod so odrezane skale. Tako da vam lahko pokažem samo od zgoraj. Evo, samo po slabih 100 metrih naprej od tistega brezna smo že pri drugi odornici. Gremo pogledati dol. Mislim, da zna biti že vhod v jamo. Tako, ja. Vhod v jamo. No, to je prva jama. Evo, že čuti mrzel zrak. Evo, oprema za jamo, pa pojdimo. Evo, pogled ven z jame, meglice, seveda, zunaj je okoli 25 stopinj, vendar pa tistih 8 do 10. Evo, kapnikov sicer ni prav veliko, nekaj pa jih je vseeno. Poglejte, kako se lepo svetijo kapljice vode. Evo, mislim, da sem naredil okoli, kaj pa vem, 70 do 80 metrov po jami, navzdol. Zdaj me čaka še ozek prehod. Poglejte, na tisti strani se nekaj svet. Zanimivo. Se tukaj so pa še ne take stope. Evo, bo uspelo. Poglejte, prihajam ven iz jame, na drugi strani. To pa je presenečenje. Odlično. Sploh ne vem, kje sem. To je ta brezno. Ja, prej, ko sem vam poročal, ko sem vam pokazal, da sem tam, da je bila prva znamenitost nad breznom, to je 100% ta brezno. Super. Zanimivo. Evo, prehodna jama. Brezno. Super, odlično. Kaže tudi tukaj občasno teče voda, ja, se tukaj se vidi. Zdaj sicer ne. Ja, se je tudi nanešen material od vode. Tako da ja, tudi to je voda naredila. Evo, tam skozi sem prišel. Evo, sem se malo dvignil gor z brezna. Pogled na vrh. Prej sem hodil tamle, na desni strani. Še malo pogledati v jamo. Evo, bolj naravno okno. In pa vhodna stran. Prišel sem ven iz jame. Zdaj grem pa naprej proti temu čudovitemu slapu, ki pada v jamo. Jaz že slišim žuborenje vode, tako da sem precej blizu. Evo, prihajam v bližino slapu. Evo, tukaj se že vidi v temu kanjonu dol, gremo bolj v bližino.
Ja, smo na stiku Fliša z apnencem. Glejte, Miletova jama s slapom. Zdaj pa da vidimo ta slap. Glejte, slap, ki pada v jamo. Super. Evo, pojmo pogledati še bliže. Evo, gledajte. Vrh slapa in pa navzdol je jamo. Tega slapo naprej se odpravljamo proti naslednjemu potoku, ki teče v jamo. In tam mislim, da se nahaja že zelo blizu. Ja, evo, ga že slišim. Evo, povsem blizu, 50 metrov od tam je že popolnoma drug potok, ki prav tako teče v jamo. Vhod v jamo. To pa mislim, da se imenuje Miškotova jama. Znaka, Miškotova jama. Evo, sedaj sem pa na naravnem mostu. Glejte, pot speljana čez naravni most. Tu dol je vhod v jamo. Imamo tudi nekaj naravnih oken. Evo, tukaj pa potok pride v stik s Fliša na Apnenec. Tako da pri teh dveh potokih smo res priča izjemnemu prehodu iz Fliša na Apnenec. Prav prvi potok pada v jamo, v slapu, drugi potok pa preden se spusti v jamo, gre še pod naravnim mostom. Tako da res dva zelo zanimiva prehoda iz Fliša v Apnenec. Zdaj se bomo poskusili z tega naravnega mosta spustiti dol pod naravni most. Evo, sicer pa se pohvalja domačinom, katere so pokosili travo. Tako da super, aha, tukaj se bo pa dal priti dol. Pa lažji prehod do potoka. Zdaj pa kar dol do potoku proti naravnem mostu in jami. Prihajamo v bližino naravnega mostu. Ejte, super je. Nad njim pa pot. Pa se sprehodimo skozi naravni most. Evo, tukaj je vhod v jamo. In naprej se pa nadaljuje tak kanjon. Evo, gledajte na drugo stran. Evo, tukaj pa tudi pogled na te apnenčaste okna. Zdaj se razprehodimo še v jamo. Ravno okno, most in pa vhod v jamo. Bomo samo po vodotoku naprej. Evo, pogled iz jame na naravno okno. In pa vhodni del. Zdaj naprej v jamo ne bom hodil, ker imam te slabo luč.
Samo 100 metrov naprej se potok popolnoma umiri in ledina teče po slišnati podlagi. Da se bomo pogledali še en brezno, ki mora biti tukaj zelo blizu. Aha, Jurijeva jama. Evo, tukaj tudi občasni vodotok. Ob deževju pride in seveda je izdolbo to jamo. Oziroma brezno. Tipični primorski travnik. Klinčki od lilij. Tako lepo. Velika jama. Slapom. Zdaj se bomo pa probali še spustiti dol malo ta kanjon, da pridemo še bližje slapu. Evo. Zbile slapu. Čudovito. Tako da je tukaj naneslo materijala, da je celo spusti vse tukaj dol, pošil pod slap, ampak ne bo šlo. Dol bi še pošil, nazaj gor pa ne. Končujem ta čudovit izlet v okolici Kozine. Upam, da vam je bil všeč, da ste uživali, tako kot sem jaz. Da še enkrat povzamem, kaj vse smo videli. Šli smo v 2 jame. Tem je bil slap, ki pada v jamo. In pa kar nekaj naravnih oken. Ter pa 2 seveda čudovita prehoda Fliša v Apnenec. 2 popolnoma različna. Tako da jaz sem se mu super. Gledajte videa še naprej in se vidimo.